Spoštovani gostje, cenjeni prejemnik. Lepo pozdravljeni v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer bomo že 16. podelili Trubarjevo priznanje za pomembne prispevke k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine. S priznanjem želimo izreči spoštovanje in poklon tistim, ki nam pomagajo pri zbiranju, hranjenju in promociji gradiva, ki v mnogih pogledih gradi tkivo kulturne identitete slovenskega naroda. Skrb za to gradivo spada med osrednje naloge, ki jih opravljamo v Narodni in univerzitetni knjižnici. Letos, ko praznujemo 250 let delovanja knjižnice, slavimo predvsem vztrajnost v skrbi za trajno ohranjanje in zagotavljanje dostopnosti svoje zbirke in gradiva. Za študente in raziskovalce, za prihodnje rodove, za znanstveno, kulturno in umetniško ustvarjalnost časa, ki šele prihaja. Trubarjevo priznanje podeljujemo z mislijo na prihodnost. Pozdravni besedi vabim ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice, gospoda Viljema Lebana. Spoštovani prejemnik Trubarjevega priznanja, spoštovani dr. Aleš Musar, soprog predsednice Republike, spoštovani gospod Stanislav Zore, nadškof, spoštovani predsednik komisije za podeljevanje Trubarjevih priznanj, dr. Luka Vidmar, cenjeni gostje, dragi sodelavci, dragi prijatelji slovenske pisne kulturne dediščine. Ne samo pisne kulturne dediščine, tudi vseh zapisov, bodisi da so to zapisi podob, besed ali zvoka. Vse to namreč je poslanstvo Narodne in univerzitetne knjižnice, namreč zbiranje, obdelovanje, popisovanje, hranjenje, ohranjanje in posredovanje vseh zapisov, ki jih naš narod proizvede. V tem poslanstvu, ki ga v naši knjižnici opravlja nekaj več kot 130 zaposlenih, pa nismo sami. Morda na prvi pogled se sliši veliko, 132 uslužbencev, strokovnih delavcev, vseh tistih, ki skrbijo, da pravočasno vse to, kar Slovenci zapišemo, pride tudi v našo knjižnico, vseh tistih, ki skrbijo, da je to pravočasno obdelano, da je izdelana sprotna slovenska bibliografija, vseh tistih, ki skrbijo za to, da tudi že obstoječi zapisi se ohranjajo in ne propadajo, vseh tistih, ki skrbijo nenazadnje tudi za to, da vse z administrativnega in finančnega vidika teče gladko, vsi ti niso dovolj. Mi razumemo skupnost vseh tistih, ki zbirajo in hranijo pisno kulturno dediščino in vse druge zapise kot skupnost. To pomeni, da razumemo, da sodelujemo v tej skupnosti, da drug drugega podpiramo in skrbimo, da ohranjamo to prvotno poslanstvo, da ga razvijamo in da stremimo k istemu cilju. Že prej moja predhodnica je povedala, da smo obrnjeni v prihodnost. Zakaj to rečemo? Zato, ker vse to, kar počnemo, je namenjeno sedanjim in bodočim rodovom. Da bodo lahko kadarkoli dostopali, uporabljali, študirali, raziskovali našo slovensko ustvarjalnost. Kot sem rekel, to okolje razumemo mi kot skupnost. To pomeni, da smo pozorni do tega, kako sodelujemo, kako drug drugega podpiramo in kako tudi drug drugemu pomagamo pri tej plemeniti misiji, to pa je, kot sem rekel, ohranjanje slovenske ustvarjalnosti za bodoče rodove. Naše delo je velikokrat skrito in javnost niti ne ve zanj.
Prav zato je bila odločitev o podeljevanju, sedaj že tradicionalno, Trubarjevih priznanj, odločitev, ki je želela tudi javnosti odstreti vse te strokovnjake, vse te pridne delavce, ki skrbijo za ohranjanje dediščine in jih tudi na ta način skromno nagraditi. Vsako leto vloge na razpisu presodi komisija, za kar se ji na tem mestu še posebej zahvaljujem, in predsedniku komisije, doktorju Luku Vidmarju. In komisija opravi dokaj pomembno, pa tudi težko delo. Težko zato, ker mora presoditi, komu podelimo nagrado za posamezno leto. Nagrajenci so tako posamezniki, ki se odlikujejo pri zbiranju, posredovanju, ohranjanju slovenske dediščine, kot tudi ustanove. Dovolite mi, da se na koncu poleg komisije zahvalim tudi vsem mojim kolegom, ki pri tem sodelujejo in ki so nenazadnje pripravili tudi ta dogodek in ga pripravijo vsako leto. Hvala tudi vam, ker obiskujete te naše prireditve in s tem tudi izražate na nek način podporo, in hvala tudi medijem, ki zelo vestno o teh naših dogodkih, pa tudi nagrajencih poročate. Hvala še enkrat za vas trud. V nadaljevanju bomo pa slišali utemeljitev komisije, zakaj je prejemnik letošnjega, pravzaprav ga podeljujemo za leto 2023, priznanja prav gospod pater Metod Benedik. Hvala lepa. Tokratno podelitev smo začeli z glasbo, ki je nastala v času, s katerim se je letošnji prejemnik ukvarjal največ. Uvodoma smo v izvedbi Ane Julije Mlejnik-Železnik na violini in Janeza Jocifa na čembalu slišali sonato za violino in basso continuo v G-duru Johana Sebastiana Bacha. Z nami bosta še enkrat skladbo Henryja Purcella Music for a While v priredbi Janeza Jocifa. Trubarjevo priznanje podeljujemo od leta 2008. Podeljujemo ga posameznikom ali pravnim osebam, ki so pomembno prispevali oziroma imajo pomembne zasluge za varovanje in ohranjanje nacionalne pisne kulturne dediščine. Prejemniki priznanja prihajajo z različnih področij. Pri svojem delu in raziskavah iščejo odgovore na različna vprašanja. Prav vse pa odlikuje ljubezen do pisane besede in skrb za njeno ohranjanje. Zato nam je v čast, da imamo ob sebi posameznike, ki nam pomagajo pri zbiranju in tudi ohranjanju in promociji gradiva. Veseli smo priložnosti, da se zahvalimo in osebno izrečemo poklon prejemniku Trubarjevega priznanja za leto 2023. Priznanje podeljuje posebna komisija v sestavi dr. Urška Perenič, Urša Kocjan in dr. Luka Vidmar. Komisijo imenuje ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice. K besedi zato vabim dr. Luko Vidmarja, predsednika komisije, da napove prejemnika. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, Primož Trubar, po katerem se imenujejo priznanja Narodne in univerzitetne knjižnice, ima upravičeno osrednje mesto v slovenski zgodovini in v našem kulturnem spominu. Prav zaradi nacionalne perspektive zadnjih 2 stoletij pa ostane včasih kar malo v senci njegova veličina v širšem evropskem prostoru. Trubar je v Svetem rimskem cesarstvu, v habsburških dednih deželah, v notranji Avstriji, ob dominantnih latinski in nemški književnosti, ki sta imeli dolgo tradicijo, podporo družbene elite in pa izjemno zaledje govorcev, piscev in bralcev, popolnoma sam ustvaril slovensko književnost. Slovenščina se je namreč pred njim le občasno zapisovala, ne pa tudi zares pisala in tiskala.
Temu čudežu je sledil tudi drugi čudež. V viharju druge polovice 16. in začetka 17. stoletja, ki so ga v notranji Avstriji sestavljali obramba pred Osmanskim imperijem, boj med protestantizmom in katolištvom in kmečki upori, je slovenska književnost kljub stalnemu pomanjkanju donatorjev in uporabnikov preživela. Ljubljanski škof Tomaž Hren je takoj, ko je mogel, vzel v roke orožje svojih protestantskih nasprotnikov, slovensko knjigo. Tako kot za Trubarja je bila tudi slovenska knjiga zanj predvsem sredstvo v boju za zmago prave vere, ne še sredstvo v boju za zmago pravega jezika. In tako kot Trubar, tudi Hren ni mogel vedeti, da bo slovenska knjiga v naslednjih stoletjih šla v različne smeri, tudi v podporo nastajanju slovenskega naroda, ampak najprej do razcveta slovenske baročne pridige in pa verskega gledališča, za katerega so bili zaslužni predvsem kapucinski pisci, Janez Svetokriški, Rogeri Ljubljanski in Romuald Štandreški. Že prvi stoletji slovenske književnosti sta nam torej pokazali, da lahko naša zapisana in natisnjena beseda sicer res sledi različnim ciljem, ne glede na to pa je vedno zmagovita. Do danes je preživela in presegla vse verske, upravne in politične ločnice. Ne pozabimo, da smo Slovenci do razpada Avstro-Ogrske živeli v prostoru, ki so ga delile mnoge meje, deželne, državne, škofijske, in mnoge ločnice nas seveda drug od drugega oddaljujejo še danes. Raziskovanju tega najstarejšega loka slovenske književnosti, od Trubarjevega katekizma do Škofjeloškega pasijona, posebej pa delom kapucinskih piscev, so bili namenjeni tudi napori današnjega nagrajenca, profesorja doktorja Metoda Benedika. Želimo mu še veliko ustvarjalnih idej in sadov, s katerimi bo prispeval k plemenitemu poslanstvu slovenske knjige, ki ostaja že toliko stoletij enako. Prestol te knjige je seveda v palači Narodne in univerzitetne knjižnice mojstra Plečnika in kmalu upajmo tudi v novi stavbi. To poslanstvo slovenske knjige pa je seveda v povezovanju Slovencev in vseh državljanov Slovenije v spoštovanju skupnih jezikovnih in kulturnih korenin. Hvala. Iz utemeljitve. Pater Metod Benedik, slovenski teolog in cerkveni zgodovinar, zaslužni profesor Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, je preučeval zgodovino kapucinskih knjižnic na Slovenskem, posvečal pa se je tudi urejanju in predstavljanju njihove zapuščine. Posebej podrobno je raziskal knjižni fond Kapucinske knjižnice v Škofji Loki, za katero je skrbel kot predstojnik tamkajšnjega samostana v letih 1985 do 1991 in 1999 do 2008. V sodelovanju z občino Škofja Loka in s pomočjo donatorjev je dosegal, da je knjižnica leta 2001 dobila bibliotekarko in da je leta 2008 zaživela v prenovljenih prostorih kot knjižnica patra Romualda Marušiča skupaj s stalno razstavo o Škofjeloškem pasijonu. Predvsem po njegovi zaslugi je celoten fond te baročne knjižnice, ki je začela nastajati na začetku 18. stoletja in med drugimi dragocenostmi vsebuje 21 inkunabul, izvod Dalmatinove Biblije in izvirni rokopis Škofjeloškega pasijona, shranjen v klimatsko ustreznih razmerah, katalogiziran v sistemu COBISS in dostopen tako raziskovalcem, kakor širši javnosti. Kapucinska knjižnica v Škofji Loki je tako zgled sodobno urejene, historične knjižne zbirke. Druge zasluge Metoda Benedika so povezane z zgodovino slovenskega slovstva. Napisal je številne študije, v katerih je raziskal dve medsebojno povezani področji delovanja kapucinov na Slovenskem v baročni dobi, pridige in pasijonske procesije. Vrh tega delovanja je Benedikovo souredniško delo
pri faksimilirani izdaji zbirke pridig Sacrum Promptorium Janeza Svetokriškega leta 1998 pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Objavil je temeljne raziskave o zgodovini, ozadjih in uprizoritvah škofjeloškega pasijona, o njegovih ljubljanskih predhodnikih in verjetni zvezi s kapucinsko procesijo v Pragi. V drugih razpravah pa med drugimi osebnostmi iz slovenske zgodovine obravnaval tudi Primoža Trubarja. Metod Benedik je več desetletij odlično prispeval k ohranjanju, raziskovanju in poznavanju nacionalne pisne kulturne dediščine. Zato si zasluži Trubarjevo priznanje za leto 2023. Na oder vabim ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice, predsednika komisije dr. Luka Vidmarja in seveda nagrajenca, da prejme priznanje. Dovolite par besed zahvale. Najprej zahvala za gospodu Lebnu in gospodu Vidmarju za prijazne in mislim za nas vse spodbudne besede. Naj rečem, da se s knjižnicami oziroma s knjižnim bogatstvom ukvarjam pravzaprav cel življenje. Študijsko pa potem seveda, bolj ko sem se bolj začel posvečati študiju, sploh pa čisto konkretno s knjižnico v Škofji Loki, ko so me predstojniki leta 1985 poslali, pa sem začel počasi ugotavljati, pa ne sam jaz, ampak tudi drugi, da bi kazalo knjižnico res urediti tako, kot je treba. Zraven sem se oziral tudi seveda na druge knjižnice, kapucinske knjižnice, ker so vse povsod, kjer so imeli kapucini svoje samostane, so počasi vzpostavili dokaj bogate knjižnice in iz njih so pravzaprav črpali svoje bogatstvo, svoje duhovno bogatstvo, ki so ga najbolj preko pridiganja, pa tudi preko drugih spisov posredovali ljudem, med katerimi so delovali. Moram seveda tudi poudariti, da sem ob vsem tem imel veliko sodelavcev, somišljenikov najprej, potem pa neposrednih sodelavcev. V Škofji Loki gotovo veliko posluha recimo strani občine, neposrednih sodelavcev pa tudi veliko, naj posebej omenim pokojnega patra Angela Kralja, ki je bil enkraten mojster za transkribiranje starih rokopisov, latinskih in nemških, in nam je veliko skritega, do takrat skritega bogatstva nam je posredoval preko svojega dela. Jasno, moramo omeniti, da smo leta 2001 pridobili knjižničarko, gospo Marto Gartnerjevo, ki se je izobrazila tudi v tejle hiši za delo, predvsem starejšo knjižno literaturo, tako da je potem urejala, dobili smo v Škofji Loki tudi primeren prostor in potem je začela ona urejati knjige res po vseh predpisih bibliotekarstva, tako da knjige niso samo lepo postavljene za ogled, tako da se lepo vidi, ampak so predvsem vse strokovno obdelane. Potem pa tudi recimo moje sodelovanje pri pasijonu. Pripravljali smo dalj časa tudi z nekaterimi ljudmi na občini, ki so bili zelo zavzeti za to, no potem se pa pojavi
gospod Marjan Kokl in prevzame službo režiserja in stvar steče. In pa njegova sodelavka, ki je imela pravzaprav vso organizacijo čez, gospa Tina Oblakova, sta veliko delala in vsi skupaj. In nazadnje je nastala tista prva pravzaprav novejša, moderna prireditev Škofjeloškega pasijona, res v prvotni obliki, namreč procesionaliter, kar je unikum. Prav zaradi tega je Škofjeloški pasijon, kot sicer najstarejše slovensko-dravsko besedilo, je res unikum v svetu. Obenem seveda nisem mogel, ne da se ne bi oziral na starejše, na knjižnice po drugih naših samostanih in sem vedno bolj opažal, da so naši predniki patri pridobili veliko kulturno in duhovno bogatstvo in to so preko svoje dejavnosti posredovali številnim ljudem, tako da so se res zapisali v slovensko duhovno in kulturo. Nekateri gotovo še na poseben način, kot pater Janez Svetokriški ali pa Rogerij iz Ljubljane ali pa recimo pater Romalj skozi pasijon. Knjižnice so nastajale, naše kapucinske knjižnice, vse od začetka. Leta 1606 so prišli prvi kapucini v Slovenijo in škof Hren, ki jih je povabil, jih je nastanil pri cerkvi svete Elizabete, špitalska cerkev, prav tam, kjer so predtem bivali luterani, protestanti in takrat so pod škofom Hrenom morali zapustiti te kraje in kapucini, dokler niso potem zgradili svojega samostana na kraju, ki je danes Kongresni trg, so bivali tam. In je zanimivo, tam je nastala tudi prva kapučinska knjižnica. In od tam se je našla knjiga, ki še danes velja prav za res prav posebno dragocenost na tem področju. Namreč Dalmatinova Biblija, ki ima na notri strani platnic podpis Primus Truber, last Primoža Truberja. In potem v naslovnici, noter prav vsred naslovnice, je pa napisano Loci Kapucinorum Labaci, last kapucinskega samostana v Ljubljani. Potem, ko so leta 1810 Francozi ukinili kapucinski samostan, so se te dragocenosti razpršile na različne kraje in tale Biblija je pristala v frančiškanskem samostanu, ki jo seveda frančiškani tudi danes hranijo kot prav posebno dragocenost. Ob vsem tem naj rečem, kolikor sem se ukvarjal bodisi s knjigami ali pa z loškim pasijonom, da je vedno bila v ozadju na nek način misel, želja, da bi se mi vsi bolj zavedali našega duhovnega in kulturnega bogatstva, bodisi skozi literaturo, bodisi skozi škofjeloški pasijon. In ne nazadnje, da bi to duhovno in kulturno bogatstvo vplivalo ali bi imelo posledice tudi med nami vsemi, da bi to bogatilo srčno kulturo slovenskega naroda. To želim še posebej. Hvala lepa. Trubarjevo priznanje je skromen poklon za delo, ki ga prejemniki opravljate za ohranjanje pisne kulturne dediščine slovenskega naroda. Za navdih, ki ga podarjate vsem nam pri vsakodnevnih nalogah in za vzor spoštovanja slovenske kulture, ki mu bomo radi sledili. Zato nam je v veliko čast, da smo vas danes lahko gostili v Narodni in univerzitetni knjižnici in da smo vam lahko izročili Trubarjevo priznanje. Ob zaključku današnje podelitve izrekamo iskrene čestitke prejemniku, profesor dr. Metodu Benediku, in se mu zahvaljujemo za spodbudne besede, ki bodo osmišljale naše prihodnje delovanje. Hvala pa tudi vsem, ki ste sooblikovali slovesnost,
Komisiji za upravljeni zbor, ravnatelju Narodne in univerzitetne knjižnice Viljemu Lebanu in predsedniku Komisije za podeljevanje Trubarjevih priznanj dr. Luki Vidmarju za nagovora, ter Ani Juliji Mlejnik-Železnik in Janezu Jocifu za čudovito glasbeno obogatitev programa. Z nami boste še z eno skladbo. In seveda hvala vsem vam, dragi gostje. Hvala za obisk naše knjižnice. Prijazno vabljeni na druženje in pogostitev v kavarno Nuk.